Pozdravljeni. Se je svetovno prvenstvo Formule 1 po 2 zmagah voznikov Scuderie Ferrari ponovnoma odprlo? Poglejmo si skupaj, kaj nam kažejo lestvici in kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dirkah za veliko nagrado. Verjetno je marsikateri sledilec Formule 1 dobesedno navdušen nad rezultati, ki jih kaže Scuderia Ferrari v zadnjih dirkah, ki smo jih spremljali v letošnjem svetovnem prvenstvu. Videli smo, kako je Lewis Hamilton zmagal na dirki za veliko nagrado Barcelone in Charles Leclerc je bil prvi na veliki nagradi Velike Britanije. Ampak ali to pomeni, da se svetovno prvenstvo odpira in da imajo pri Ferrariju možnosti osvojiti enega ali pa celo oba naslova? Po drugi strani smo lahko videli, kako je prednost, ki jo je imel Andrea Kimi Antonelli, dobesedno skopnela. V tem trenutku je Antonelli tisti, ki je pred Georgeom Russellom samo še zmago oddaljen. Namreč njegova prednost je 25 točk. Ampak tu se bomo danes začeli spraševati, ali je potencial, ki ga ima posamezna ekipa, dovolj velik, da lahko prevzame vodstvo. In najprej si bomo ogledali, kakšno je stanje na lestvici konstruktorjev. Mercedes je do tega trenutka zbral 333 točk, na drugem mestu je Ferrari, ki jih ima na lastnem računu 255. Torej med prvim in drugim mestom je 78 točk razlike. McLaren na tretjem mestu zaostaja že ogromno, 179, ampak rad bi vam tu poudaril, da McLaren tudi naprimer na veliki nagradi Kitajske ni štartal z obema bolidoma in še bi lahko naštevali. In seveda, tu verjetno je jasna slika, da je boj za naslov med konstruktorji, med Ferrarijem na eni strani in Mercedesom na drugi. Ampak ni videti, da bi do tega trenutka pri Ferrariju naredili nek odločilen korak naprej. A verjamem, za mnoge navdušence konstruktorski naslov ni tako važen kot oni med vozniki. In tu je situacija vsaj na prvi pogled malce drugačna. Andrea Kimi Antonelli je še zmeraj vodilni. Do tega trenutka je zbral 179 točk, kar je 25 točk, kot sem že poudaril, več kot George Russell, ki jih ima 154. 7 točk za Russellom je Lewis Hamilton, ki jih ima 147. Charles Leclerc na 4. mestu je pa že kar precej oddaljen, namreč od tega trenutka na njegovem računu se je znašlo 108 točk. Tu velja najprej poudariti nekaj, da je z nami 9 dirkaških vikendov, kar še zdaleč ne pomeni, da so igre zaključene. Ampak verjetno je upravičeno se spraševati, da če je Lewis Hamilton tako blizu Georgeu Russellu, je mogoče tudi on eden izmed potencialnih kandidatov, ki lahko premagajo Antonellija. In tu bi vam rad predstavil nek podatek, ki ga marsikdaj spregledam. Res pri Mercedesu so imeli težave z zanesljivostjo. Namreč tako Antonelli kot Russell sta na 2 velikih nagradah imela težave z baterijo in posledično odstopila. Ampak ne smemo mimo dejstva, da na veliki nagradi Velike Britanije je Antonelli postal brez točk zaradi dokaj bizarne okvare na zavorni košari,
George Russell na veliki nagradi Monaka je bil pa žrtev komisarskih odločitev. Torej, tu se lahko začnemo spraševati, kaj se bo zgodilo še do konca prvenstva. Namreč Lewis Hamilton je na svoj račun vknjižil točke prav na vsakem vikendu do sedaj. In je tudi to razlog, zakaj se je znašel tako visoko. Charles Leclerc po drugi strani je imel tudi on dvakrat vknjiženo ničlo na domači veliki nagradi Monaka, kjer je doživel nesrečo, in na veliki nagradi Barcelone, ko mu je odpovedal hidravlični sistem na servovolanu, kar je zopet za današnjo Formulo 1 dokaj bizarna, neobičajna okvara. In tu imamo seveda sedaj eno vprašanje. Namreč znano nam je, kako je Andrea Kimi Antonelli do tega trenutka zmagal 5 dirk za veliko nagrado, George Russell 2, Lewis Hamilton in Charles Leclerc pa vsak po eno. Pokazal vam bom podatke iz malce drugačnega zornega kota. Če smo nekako dognali, da sta Antonelli in Russell praktično vknjižila ničlo na 2 dirkah za veliko nagrado in prav tako Charles Leclerc, kaj to pomeni na njihovo skupno število točk, če praktično njihov izkupiček delimo s tistim številom dirk, ki so jih končali. Poenostavljeno povedano, koliko točk ima potencial doseči Andrea Kimi Antonelli. Enostavno 179 delimo s 7. In dobili bomo, seveda, da je Antonelli sposoben doseči več, kot je število točk, ga vknjižimo lahko z zmago. Ker smo imeli tudi sprinter vmes, je povprečje Antonellija 25,57 točke. Ali pa če odštejemo tiste točke, ki jih je dobil na sprintu, dobimo zopet 22,57, kar je visoko. In podobno število dobimo pri Georgeu Russellu. Namreč on, če upoštevamo tudi točke sprinta, je v povprečju tam na 22 točkah na dirkaški vikend, kjer dirko konča, seveda, da ne bo pomote. In to je tista razlika, naprimer, med Russellom in Hamiltonom. Namreč Hamilton, čeprav je le 7 točk za Russellom, je tisti, ki povprečno doseže 16,3 točke na dirkaški vikend. Medtem ko Charles Leclerc takoj za Hamiltonom voznik ima v povprečju 15,4 točke na dirkaški vikend. In kaj bi lahko iz tega dejali? Enostavno to, da Antonelli in Russell sta voznika, ki sta sposobna ali dirko zmagati ali priti na drugem mestu v povprečju, če seveda prideta do cilja. Medtem ko Hamilton in Leclerc sta tam okrog 3. mesta ali malce proti 4. In to je tisto, kar moramo imeti nekako v podzavesti, potencial, ki ga ima do tega trenutka posamezni voznik. Treba je biti realen, ukolikor ne pride do nekih izrednih dogodkov, nekih okvar, nekaj takega, kar ne moremo predvideti, v tem trenutku Ferrari še ni sposoben prehiteti samega Mercedesa. Tudi na veliki nagradi Velike Britanije. Če Andrea Kimi Antonelli ne bi imel okvare na zavorni košari, bi verjetno na cilju bil pred Charlesom Leclercem. In to je nekaj, kar si moramo priznati. Prvenstvo je dolgo. In če Lewis Hamilton do tega trenutka ni imel težav, je verjetno velika možnost, da se bodo te pokazale v bližnji prihodnosti. Medtem, ko se pri drugih 3 lahko zadeve obrnejo malce bolj v pozitivno smer. Zato je potrebno biti pozoren. Seveda navijati za svojega favorita, ampak biti realen. Tako da, če vam kdo sedaj trdi, da se je prvenstvo kar naenkrat odprlo,
lahko rečete, da so pri Ferrariju dosegli pomembne zmage, ampak da situacija še zdaleč ni rožnata. Tega ne pravim sam, to kažejo številke. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.